Kaj si pravzaprav prišel sploh v Big Brother? Tebe poznamo kot zelo uspešnega glasbenika, ki si z lepo slovensko besedo razvalil s prvim albumom, potem si se pa kar malo poniknil si, ne? Ne, drugo je to, da delam to, kar sem delal v bistvu. Od leta 2003, ko je šel prvi album, z isto paro sem nadaljeval, še zdaj delam. A pa je to dovolj? Za mene osebno je dovolj. Dovolj, ni nikoli preveč. Ampak bom rekel, da je pred mano tretji album. In to, da sem se odločil za Big Brother, sem se odločil po razmisleku, da konec koncev jaz nisem konflikten. Konec koncev sem sprejel to, kot da smo tim, vsi smo v istem, vsi smo v izolaciji, jaz sem prilagodljiv in da ne bom imel težav z neko prilagodljivostjo. Pa si dobil v Big Brotherju po kaj si prišel? Noter sem pa... Po kaj si pravzaprav prišel? Na prvem mestu za promocije. In sploh ne, da sem prišel noter neko glavno nagrado in da bi ste noter... Hotel sem pokazati, da se da Big Brother, ka vem, da je po naravi zelo provokativna zadeva, zelo konfliktna zadeva. Hotel sem pokazati, da jim lahko ljudem pokažemo, da smo odlični, da se lahko zabavamo, da ne rabimo se kregati, ampak ni mi uspelo dobro. Zato smo se tudi z Zlatkom istega mnenja, da niso za tukaj noter. In fair je do ostalih sosnovalcev, ki so res zagnani, ki so elegantno maknili. Zdaj, kakšen je izgledal moj umik, nisem si želel... Na prvo besedo zmeden, vsaj prikazan je bil zmeden. Res, zato ker mene je presenetilo, da bom čustveno tako odreagiral. Da sem šel noter pripravljen, da ne bom videl partnerice, da ne bom videl svojih najbližjih, logično. Ampak, ko čustva prevladajo, ko pridejo večeri, dolgi večeri, ko ni televizije, ni nič, ostanejo le še tiste igrce na črke in iskanje besed. Tudi je edina taka v bistvu igra, da se malo zamotaš, da ti mine čas, ali pa mogoče sauna, ko ti mine pelce takole. Pa še tega ta teden ni bilo, ne? Ta teden ste bili res omejeni, bolj ali manj na hišo, ker vse ostalo je stalo, ne? Ja, prav, res. Povedali smo se postli, povedali smo se, ampak glih to te naredi, zato sem hvaležen Big Brotherju in zato bi šel še enkrat noter, recimo, da se vrnem nazaj v preteklost. To sem se narobe včeraj izrazil. Jaz sem razumel vprašanje, ali bi se vrnemo nazaj, ali bi še enkrat sprejel to, bilo Big Brotherju. Kot če bi te zdaj vrnili nazaj, kaj? Seveda bi. Zato, ker ta izkušnja, ta izolacija, ki ne moreš doživeti doma, ki se ne moreš pričarati, to je neverjetna izkušnja. Neverjetna izkušnja, to te naredi iz človeka, te naredi super človeka. Ceniš stvari, ki jih prej povohal nisi. Drugač gledaš na to. Uživaš v soku, uživaš ko ga tam ni. Uživaš v malenkostih. Res, malenkosti ti začnejo to pomeniti, da na teh stvarih začneš graditi dneve, začneš graditi vse.